večer v Brani stolnice, kjer bo priča 13. krogu tega 30. kroga, ki je tole KPN, domača Petrol Olimpija, gosti Zlatorog iz Laškega, kot rečeno 13. krog slovenskega državnega prvenstva Liga Nova KPN. Najprej predstavljamo gostujočo ekipo Zlatorog Laško, kapetan številka 15 Miloš Vilkovič, 1 Žan Rodiškar, 3 Petar Kusolac, 5 Tomas Kljunđole, 7 Miloš Zadnik, 8 Martin Medvešek, 9 Mejc Marič, 10 Đorđe Lisica, 11 Imran Bolotak, 12 Urban Turni, 14 Marko Popovič in 19 Rene Radovnik. Trener Zlatoroga gospod Aleš Pipan, njegov pomočnik Gregor Park. V Stožicah Petrol Olimpija. Kapetan številko 10 Domen Lope, 1 Erjo Kastrati, 3 Bojan Radulović, 4 Igor Ratni, 5 David Oliver, 6 Jan Šman, 7 Dražan Vuknić, 8 Roko Vačin, 9 Jordan Morgan, 11 Nemanja Ščekić, 12 Delvet in 15 Gregor Hrova. Trener Petrola Olimpije gospod Zoran Martić, njegova pomočnika Luka Vasilij in Igor Kešer.
Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji košarke, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi. Sliko smo se preselili v dvorano Stožice, kjer je pred nami 13. krog nove lige KVM, obračun med domačo Petrol Olimpijo in pa gostujočo ekipo Zlatoroga iz Laškega. Torej zadnja tekma tega 13. kroga, obračun med šesto vrščeno Petrol Olimpijo in pa šele na zadnjem mestu najdemo današnjega nasprotnika, torej ekipo Laškega. Obračun torej danes lahko rečemo kar zelo pomemben, predvsem za Petrol Olimpijo, ki se v zadnjem obdobju nekako ne počuti več preveč domače, niti na domačem parketu, niti v gosteh. Kljub novemu trenerju Zoranu Martiću so na zadnji tekmi izgubili proti Mornarju v Črni Gori z 101-81. Je pa res, da so na tisti šok terapiji menjave trenerja premagali Beirut v Nemčiji z 1 točko razlike. Vse počasi pripravljeno za obračun danes v Stožicah. Poglejmo glavne sodnike. Glavni je Žigo Renar, potem pa njegova pomočnika Blaž Smrekar in pa Milan Španič. Pri Olimpiji pa Zoran Martić danes računa na sledeče košarkarje: Erjon Kastrati, Bojan Radulović, Igor Tratnik, Devin Oliver, Jan Špan, Dražen Bubnič, Roko Badžim, Jordan Morgan, Domen Lorbek, Nemanja Ščekić, Taylor Battle in pa Gregor Hrovat. Na drugi strani pri Zlatorogu iz Laškega Aleš Pipan računa na Žana Vodiškarja, Petra Kusovaca, Tomasa Clevelanda, Uroša Zadnika, Martina Medveška, Nejca Bariča, Đorđa Lisico, Imrana Polutaka, Urbana Durnika, Marka Popovića, Miloša Milkovića in pa Reneja Grdadolnika. Pri Olimpiji peterka: Erjon Kastrati, Bojan Radulović, Roko Badžim, Taylor Battle in pa Igor Tratnik. Na drugi strani pa Kusovac, Polutak, Tomas Popović in pa Nejc Barič. Skok za prvo žogo Radulovića in Polutaka. Prva žoga pripada gostujoči ekipi iz Laškega. V kadru Laščanov ni več Mihe Lapornika, ki zapušča Laško in se seli drugam. Še nedolgo nazaj je igral tudi za Olimpijo, no sedaj pa je glede na svoje predstave Miha Lapornik se preselil v sezoni 2015-2016, je igral za Olimpijo, sedaj pa se je preselil v Romunijo, v Transilvanijo Cluj. Medtem napad za Olimpijo: Bojan Radulović, tole je grdo zgrešil, sicer dobra akcija Betla in Radulovića. Slednji je zgrešil danes malce presenetljivo na klopi kar nekaj košarkarjev Olimpije: Gregor Hrovat, Devin Oliver, Domen Lorbek, kot tudi Jordan Morgan. Pred Janom Španom pa je danes dobil priložnost Taylor Battle. Kar nekaj sprememb se je zgodilo pri Petrol Olimpiji, vse odkar je prišel Zoran Martić. Njegov izkupiček na zaenkrat 2 tekmah je 50-odstoten, kar visok poraz so doživeli na zadnji tekmi proti Mornarju, za kar 20 točk so izgubili. Nekako niti niso bili preveč strelsko razpoloženi, zgolj 3 košarkarji pri Olimpiji preko dvomestnega števila točk. Domen Lorbek, ki je po prihodu Zorana Martića postal tudi nov kapetan Petrol Olimpije. Gregor Hrovat namreč ni več kapetan Ljubljančanov, je dosegel 19 točk, Devin Oliver 16, Taylor Battle pa 15, medtem pa prva trojka na strani Laškega in tudi prve točke na današnjem srečanju. Strelec pa številko 14 pri Laščanih, Marko Popović. Priložnost za Olimpijo: Roko Badžim najprej zgrešil, potem prišel do skoka v napadu in znižal tole prednost gostujočih košarkarjev na točko prednosti. Prvo tekmo danes tudi v dresu Laškega igra košarkar, ki je ravno sedaj pri žogi: Cleveland Joseph Thomas mlajši. To je njegova prva tekma za Laščane, potem ko je Laščane zapustil tudi kar Vjar Majlak Šepert. Konec decembra je prišel, niti
slab mesec ni zdržal pri Laškem in se že preselil. Torej, Laščani so sedaj v začetku januarja izgubili kar 2 košarkarja, torej Miho Lapornika in pa Šeparda, vendar sedaj se je v Laško preselil Tomas in bomo videli, za kakšno ukrepitev gre. Kastrati sedaj dobil blokado strani Kusovaca. Kusovac in Barič sta bila najboljša na zadnji tekmi Laškega. Barič je dosegel 27 točk, Petar Kusovac pa 25, torej več kot pol točk sta dosegla oba, vendar to ni bilo dovolj na tekmi proti Šenčurju, kjer so izgubili doma Laščani s 5 točkami zaostanka. Sedaj Kusovac, tudi on s prvo današnjo trojko. Druga trojka že na strani Laškega. Kusovac in Popovič sta bila uspešna. Zaenkrat Olimpija še ne kaže pravih predstav. Tole je bila sedaj lepa akcija, vendar tudi tale žoga ni hotela skozi obroč. Akcija Badžima in Tratnika, slednji je na koncu zgrešil polaganje na drugi obroč. Polutak, še tretja trojka na strani Laškega, +7 za Laščane. Slab začetek Olimpije, malce boljši strani Laškega. Roko Badžim medtem še naprej edini strelec pri Olimpiji. Tole je bila njegova 4. točka. Vendar zagotovo ima Zoran Martič v načrtu poslati seveda v naslednjih minutah tudi ostale svoje najboljše košarkarje, ki bi seveda znali prevesiti tehtnico na svojo stran. Sicer pa bi se Olimpija z morebitno današnjo zmago lahko zavihtela na drugo mesto, kjer je Rogaška, edina z 21 točkami. Krka, Helios in pa Šenčur so trenutno pred Olimpijo, druga je Rogaška, Primorska pa zaenkrat daleč spredaj s 23 točkami, zgolj 3 poraze so doživeli Primorci, na drugi strani pa bi Laščani z današnjo morebitno zmago in presenečenjem uspeli vsaj točkovno ujeti Šentjur. 2 prosta meta, medtem na strani pri Zlatorogu. Kusovac ima 2 prosta meta, prvega je že zgrešil, potem ko je Erion Kastrati storil osebno napako pri metu Kusovca, ki je sedaj dosegel drugi prosti met in je zaenkrat najboljši strelec tekme pri 4 točkah skupaj z Badžimom. Kastrati. Radulović, tudi v drugo ni šlo Bojanu Raduloviću, danes je dobil priložnost pred Jordanom Morganom. Radulović je center, ki ga prejšnji trener Olimpije Gašper Okoren vsaj na teh večjih tekmah ni ravno kaj dosti uporabljal, če ni bilo seveda kakšnih težav z Jordanom Morganom, ki je bil eden izmed boljših košarkarjev Olimpije pod vodstvom Gašperja Okorna. Zdi pa se, kot da pod Zoranom Martičem Jordan Morgan ne bo več tako zelo razpoložen za doseganje točk, kajti bil je na večini tekem najboljši strelec. Je pa res, da ima Olimpija namen pripeljati novega centra oziroma zgolj še čakajo na vso papirologijo, ki naj bi prišla iz Irana, kajti Mirza Begić zgolj še vprašanje ur oziroma dni je, kdaj bo nekdani center slovenske reprezentance in tudi nekdani center Petrol Olimpije oziroma nekdaj še Union Olimpije postal novi član zeleno-belih. Danes je z njim na tole tekmo si jo prišel ogledati tudi nekdaj odlični krilni center Erazem Lorbek, brat Domna Lorbka. Težko je reči, ali morda tudi Erazem v načrtih Olimpije in njihovega novega predsednika.
vendar Olimpija ima v načrtih tudi mladega, komaj 18-letnega Ukrajinca, medtem ko Erion Kastrati Olimpijo bliža na -2, to je bila njegova 4. točka. Isuf Sanon je 18-letni košarkar, ki bi lahko postal poleg Mirze Begića nov košarkar Petrol Olimpije, ki ima seveda ob tem gostem ritmu tekem kar premalo igralcev, lahko rečemo danes namesto Jana Barbariča med 12-terico Nemanja Ščekić, ki je igral v dosedanjem delu sezone v novi ligi KBM zgolj 1 tekmo in dosegel 2 točki proti Krki. Je dosegel edini svoje 2 točke v letošnji sezoni Nemanja Ščekić 17. oziroma 13. oktobra. Medtem nov napad za Olimpijo in osebna napaka, oziroma za Laško, ter osebna napaka za Roka Badžima. Potem, ko je Aleš Pipa napravil 2 zamenjavi, sedaj kar dvojna zamenjava pri Petrol Olimpiji. Jordan Morgan in Gregor Hrovat v igro, Erion Kastrati in pa Bojan Radulović iz igre. Predvsem slednji ni ravno zablestel v teh prvih slabih 6 minutah srečanja. Tomas, pokriva ga Badžim. Popovič na metu za 3 točke, tudi tole je šlo skozi, to je že 4. trojka Laščanov. Druga za Popoviča. Popovič, Polutak in Kusovac so dosegli 4 trojke za Laščane. Badžim in pa prva osebna napaka tudi za Tomasa. Olimpija je medtem že izpolnila bonus, medtem ko ga gostje zaenkrat še niso. Tudi Taylor Battle se v letošnji sezoni ni ravno naigral, sedaj je poizkusil z metom za 3 točke, zgrešil. Do skoka je na to prišel Grdo-Dolnik. Nejc Barič, najboljši strelec Laščanov in tudi najboljši podajalec pri Laškem. Tomas medtem na metu za 2 točki zadeva, plus 7 za Laščane. Še ena zamenjava pri Olimpiji, tokrat bo v igro vstopil Dražen Bubnič. Gregor Hrovatu, tole je bil še en nesporazum, timeout za Olimpijo. Prva minuta odmora na današnjem srečanju, potem ko so Laščani povedli za 7, je minuto odmora vzel Zoran Martić. Here, no defensively. Okay. It's very important for us defensively. Da ne poštarčamo. Oni so dali, bomo pokazali, 4 pike so dali iz ofenzivnega skoka, ker nismo tišli skok, kule čez polje so skočili. Une palil pa skočili. Moramo se fajtati. Zdaj tamo lepo normalno se skupi prežo, pa pazi na skok. Pa kontrira ga tule z pol distance ima šut, ne? Pa zapira. Vse obranimo ti, imamo še en faul, ne? Imamo še en faul. En faul še imamo, ja. Treba je en faul. Tri minute 17 do konca prve četrtine. Dražen Bubnič je medtem vstopil v igro na mesto Tratnika. Bomo videli, kako je sedaj tale minuta odmora pomagala Petrol Olimpiji. Očitno da, Gregor Hrovat je namreč ukradel žogo Nejcu Bariču in znižal zaostanek Olimpije na -5. Prvi točki za Gregorja Hrovata in pa prva izgubljena žoga tudi za Nejca Bariča. Zanimivo, Zoran Martić je sredi sezone zamenjal kapetana v svoji ekipi, to sem že povedal, Domen Lorbek je sedaj novi kapetan Olimpije, medtem ko Popovič dosega še svojo 3. trojko na današnjem srečanju. Torej, ni bil zadovoljen, kot je pojasnil Zoran Martić, z letošnjimi predstavami
Gregorja Hrovata, ki je sedaj dobro spraznil desno stran, da je tam Jordan Morgan imel odprto pot do obroča, da je lahko tole žogo zabil skozi obroč, kot zna samo on pri Petrol Olimpiji. Tudi zanj prvi 2 točki na današnjem srečanju in še naprej +6 za Zlatorog. Nova trojka, poglejmo, ali bo šlo tudi tole skozi mrežico. Zgrešil je Grda Dolnik, potem pa je Olimpija, ko je imela priložnost skreniti v protinapad, izgubila tole žogo. Taylor Battle prepočasi vse skupaj pri Olimpiji. Roko Badžim na metu za 3 točke, zgrešil je Badžim, potem pa ni prišel do skoka Jordan Morgan. Nov napad za Petrol Olimpijo, še ena zamenjava. Jan Špan bo očitno, kot vse kaže, zamenjal Američana Taylorja Battla. Tole pa krasna akcija Laščanov, tam je dobro pod obročem Popovič videl Durnika, ki je tudi z nekaj težavami na koncu žogo vendarle spravil skozi obroč. +8. Enkrat se Olimpiji z razdalje še ni odprlo. Sedaj je osebno napako storil Popovič in menjava pri Olimpiji. Ne bo prostih metov, vendar je pa sedaj gostujoča ekipa izpolnila bonus. Najboljši strelec tekme, Popovič pa zapušča igro, namesto njega pa v igro Miloš Milkovič. Jan Špan pa kot že pričakovano v igro namesto Taylorja Battla. Badžim, dokaj tvegana podaja proti Jordanu Morganu, ki bo igral tule 1-1. Morgan tule seveda na izkušnje in pa veliko večjo kvaliteto zadeva. 4. njegova točka, +6 za Laščane. Sedaj je tudi Barič očitno odšel iz igre, namesto njega v igri Zadnik. Še dobrih 30 sekund do konca prvega polčasa. Bubnič se tam bori, Bubnič zgrešil je na koncu Durnik met za 2 točki. Hitra akcija Olimpije in prekršek nad Hrovatom. Storil ga je Grda Dolnik, njegova prva osebna napaka na današnjem srečanju. Prejšnjo je storil Popovič, tako da bosta tole 2 prosta meta za Gregorja Hrovata. Prvi prosti met je Gregor Hrovat zadel. Zoran Martič je dejal, da naj bi Gregor Hrovat v lanski sezoni igral odlične partije v dresu Olimpije in da je bil tudi malce šokiran, ko ga Igor Kokoškov ni povabil v reprezentanco na evropsko prvenstvo, oziroma povabil ga je seveda na priprave, vendar potem Gregor Hrovat si ni izboril mesta med 12-terico. Vendar Martič pa je dejal, da z njegovimi letošnjimi predstavami ni več tako zelo zadovoljen. Seveda pa Olimpija, kot je dejal, potrebuje izkušenega kapetana. Tole je sedaj akcija Olimpije. Hrovat zgrešil je met v zadnji sekundi za 2 točki. Prva četrtina je končana. Laščani jo zasluženo dobivajo. Bleda Olimpija zaostaja po prvih 10 minutah za 4 točke. Hey, low post game, low post game. He got a ball here. Start moving. Screen, cut, change position. Everybody's just standing around. And he play 1 against 5. So start moving. As soon as the ball is out there, start moving. Okay, one side. Okay, one side. Zdaj vam bom povedal, ko vidim to začenja. Če ista petorka, kot so bili, we take a start, same as they did, finish now, we're gonna stay in zone, okay? But over flash, now the time deny, now you're on one side.
pa dober handoff, pa ga že ti malo zablokirali. Pas faul v napadu, valjda. Ti ga malo zablokirali, da on pride s prednosti. Rezultat v Stožicah po prvi četrtini. Zaenkrat se Laščani dovolj dobro in zaenkrat tudi uspešno kosajo s Petrol Olimpijo. Vodijo zaenkrat 4 točkami prednosti, predvsem po zaslugi izjemnega meta za 3 točke. Najboljši strelec Marko Popovič pri 9 točkah. Na drugi strani pa pri Olimpiji zgolj 4 košarkarji, ki so se vpisali med strelce, vsi 4 pa so dosegli po 4 točke. Sedaj Morgan prvi pri Olimpiji, ki je presegel mejo 4 točk in je trenutno pri 6 točkah. Laščani pa sedaj vodijo zgolj še z 2 točkama prednosti. Bomo videli, kako se bo Olimpija v tej drugi četrtini odzvala na zelo dobro predstavo Laščanov, predvsem z razdalje 6-25, to so bile njihove trojke, no sedaj je zgrešil trojko Tomas, potem pa je do skoka v napadu prišel eden izmed gostujočih košarkarjev, Grda Dolnik, in bo imel sedaj na voljo 2 prosta meta, osebno napako pa si je prislužil Jan Špan, čeprav je tam roko dvignil Jordan Morgan. Grda Dolnik pa prihaja do svoje prve točke. Sedaj še druga, znova plus 4 za Laščane. Že je presegel svoje povprečje točk v letošnji sezoni Grda Dolnik, ki dosega točno 1,5 točke v povprečju na tekmo. Sicer pa so Laščani, kot sem že dejal, v prvi četrtini izgubili Miho Lapornika, ki je bil na 10 tekmah najboljši strelec Laščanov. Povprečju je dosegal nekaj več kot 19 točk in igral praktično skozi celotno srečanje. Sedaj Grda izgubljena žoga Gregorja Hrovata, potem pa se je tam dovolj pravočasno in hitro v obrambo vrnil Erjon Kastrati. Bubnič na metu za 3 točke, zgrešil je Bubnič. Olimpija še brez dosežene trojke, sedaj Kastrati za 3, tudi tole je šlo mimo, pa potem Jordan Morgan do 3. skoka v napadu, v enem napadu in do 8. točke. Danes Morgan izjemno razpoložen, pa je na parketu prebil toliko časa kot Bojan Radulović. Sedaj še ena osebna napaka, tudi ta na metu Dražena Bubniča, znova 2 prosta meta, tokrat za Američana Tomasa. Torej, Miha Lapornik je najboljši strelec in vsaj na zadnji tekmi, ko Miha Lapornik ni igral, so se Laščani, oziroma sta se Nejc Barič in Petar Kusovac dobro nekako uskladila glede točk in še povečala svoj skupiček. Kusovac sicer v povprečju slabih 12 točk, Barič slabih 13. To sta takoj za Lapornikom najboljša strelca pri Laščanih. Potem pa je tam blizu tudi Marko Popovič pri 11 in pa Urban Durnik pri nekaj manj kot 11 točkah v povprečju. Tomas je dosegel 2 točki, obe z prostih metov. Bubnič znova sam na trojki, zadeva tokrat Dražen Bubnič. Prva trojka na strani Olimpije, prve točke tudi za Dražena Bubniča, ki je sedaj postal 5. košarkar pri Olimpiji, ki sedaj zaostaja zgolj in samo še za 1 točko. Sedaj pa izgubljena žoga, nosil je tole žogo organizator igre Uroš Zadnik. Že je želel izvajati out Uroš Zadnik, potem pa je videl stranskega sodnika, da mu je pokazal, da je tule tovoril žogo, kot radi rečemo, jo nosil. In žoga za Olimpijo, Jordan Morgan. Prekršek pred metom Američana, tako da bo tole žoga strani za Olimpijo in pa takoj reakcija na strani
Zlatoroga, Marko Popovič in pa Nejc Barič. Takoj reakcija Aleša Pipana na slabše obdobje Laščanov v zadnjih dobrih 2 minutah. Takoj sta v igro vstopila najboljša igralca pri Laščanih, Nejc Barič in pa Marko Popovič, danes že pri 9 točkah. Lepa podaja Špana sedaj proti Morganu in Olimpija sedaj prvič danes vodi. Točka prednosti za Petrol Olimpijo, Jordan Morgan pa je medtem že presegal dvomestno število točk. Dobro, sedaj v obrambi Gregor Hrovat. Zoran Martič je dejal, da je Hrovat dobro igral v Nemčiji proti Bejrutu, sedaj pa out, mislim, da Nejca Bariča, ki je prestopil in še ena izgubljena žoga Laščanov. No, sedaj pa so se gostje znašli v manjši krizi. Sedaj ima Olimpija prednost oziroma priložnost, da svojo prednost še poveča. Še naprej nista v igro vstopila Devin Oliver niti Domen Lorbek, ker Jon Kastrati sedaj dobro, potem pa je tam dobro v obrambi reagiral eden izmed gostujočih košarkarjev. Je ukradel tole žogo in je skoraj da siguren koš Olimpije. Tomas na metu za 2 točki, zgrešil je Tomas, potem pa dobro v napadu Milkovič, ki je prišel do skoka v napadu in neposredno iz skoka zadev za novo vodstvo Laščanov. Kastrati. Dolg napad Olimpije, Jan Špan, lepa akcija Petrol Olimpije, Eljub Jana Špana proti Jordanu Morgnu, ki je danes zares nezaustavljiv, tako daleč kot tudi od blizu. Trenutno je že pri 12 točkah. Na 3 točkah pa je nezaustavljiv pri Laščanih Marko Popovič. Njegova 4. trojka in trenutno je že pri 12 točkah. Izenačena sta sedaj z Jordanom Morganom Marko Popovič in pa ameriški center, sedaj Bubnič. Nekaj težav je imel. Buba, lepa, sedaj še asistenca Jordana Morgana proti Gregorju Hrovatu. No, sedaj sta se ekipi povsem sprostili v napadu. Morda malce bolj celo Olimpija, ki tole drugo četrtino dobiva, sedaj pa še trojka Nejca Bariča. Ja, sedaj se dobro vidi, kako je drugačna igra Laščanov, ko sta v igro vstopila Nejc Barič in pa Marko Popovič. Povsem drugačna igra, takoj 2 trojki strani Laščanov, sedaj je osebna napaka, tokrat jo je storil Milkovič. Roko Badžim je vstopil na mesto Gregorja Hrovata. Dokaj solidna predstava strani nekdanjega kapetana Olimpije. Jan Špan v prodoru, tudi Jan Špan je nekdanji košarkar Laškega. Zgrešil se tam zaletel v reklamni pano, Marko Popovič na trojki, tole pa ni šlo v peto, Marko Popovič zgrešil, vendar do skoka v napadu je prišel Kusovac, pa potem zgrešil tudi trojko, morda malce prehitro do skoka v napadu Jan Špan, Jordan Morgan navzven proti Kastratiju, Badžim sam na trojki, Badžim zgrešil je Roko Badžim. Hitra akcija Olimpije, morda so malce preveč hitro drveli v tale napad Ljubljančani. In nova priložnost za Laščane, ki vodijo s 3 točkami prednosti. Milkovič. Tomas. Največ je na parketu preživel Tomas, tudi veliko metal, tudi bore malo zadev. Jan Špan sedaj stvegano podaja proti Kastratiju. Tudi Jan Špan je nekdanji košarkar Laškega. V lanski sezoni je nosil zeleni dres pod vodstvom Aleša Pipana, sedaj je zgrešil tudi drugo polaganje Jan Špan. Danes ni ravno najbolj razpoložen za igro. Barič na metu za 3 točke, zgrešil je Nejc Barič. In žoga za Olimpijo ter timeout. Prvi na današnjem srečanju strani Aleša Pipana. 29-32 vodijo Laščani.
Zdaj vidiš, zdaj vidite, da so šuteri tu. No, moraš iti v kontakt, dajmo roko na bok, pa ga teraj v pot. Potem pa vsaka blokada, tu ti ne moreš pol sajt igrati, če si meter stran od njega. Enak zablokira vseh strani, pejdi v kontakt. Imamo še dva mala faula, pejdi v njega, naredi kontakt. Neka kontakt jih je, kje je za god šuter? Kje je za god šuter, make kontakt. Zoran Martić zagotovo ne more biti zadovoljen s tem, kar je v teh slabih 17 minutah prikazala zaenkrat njegova ekipa. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju tega srečanja. Na klopi bo ostal Jordan Morgan, najboljši strelec Olimpije z 12 točkami, na drugi strani najboljši strelec pri Laščanih Marko Popovič, pri Olimpiji pa prvič danes na parketu tudi Devin Oliver, eden izmed boljših pri Olimpiji, njegovo povprečje oziroma celo najboljši strelec pri Olimpiji, slabih 17 točk dosega v povprečju, Jordan Morgan pa dobrih 14 točk. Bomo videli, kako se bodo sedaj znašli Ljubljančani. Ko je v igro vstopil Jordan Morgan, Roko Badžim pa je zgrešil met za 2 točki, čisto polaganje je tule imel. Tele lahki koši danes na strani Olimpije ne izgledajo ravno lahki. Že Jan Špan je pred nekaj minutami zgrešil 2 dokaj lahka polaganja. Jan Špan prvič danes za 3, tudi tole ni šlo skozi obroč, potem pa žoga za Laščane. Zgolj eno trojko je dosegla Olimpija v prvem polčasu, dosegel pa jo je Dražen Bubnica, zdaj pa priložnost za Laščane. Ojojoj, kakšno pokrivanje je bilo sedaj to Ljubljančanov, osebna napaka Bojana Radulovića in še koš Milkovića, njegova 4. točka plus še en prosti met za košarkarja Laškega, plus 5 za goste, ki imajo sedaj priložnost, da se znova oddalijo na plus 6. Milković je zgrešil, ostaja plus 5 za Laščane. Olimpija je danes vodila bore malo časa. Devin Oliver sedaj. Tole je bil njegov prodor, tole je njegova pozicija in to je tisti pravi Devin Oliver, ki lahko tudi sam dobesedno odloča tekme, vendar če ne dobiva priložnosti, jih enostavno ne more odločati, vendar je pa res, da je Olimpija v zelo natrpanem ritmu tekem. Prekršek v napadu sedaj, ja, Durnik je tole trojko zadev, nekaj sreče sedaj za Olimpijo. Milković pa je storil svojo drugo osebno napako. Milković, Tomas in Kusovac imajo pri Laščanih zaenkrat po 2 osebni napaki in nov timeout, tokrat na strani, mislim, da Petrol Olimpije, zahteva pa ga je Zoran Martić. Znaš to tebi i faul napadu bi bio. Je tako? Da imaš muda. Još jedan. Znaš, šta? Ovdje bio još jedan. I? Koji vaš? Da lažeš? Da lažeš? Nema me lažat. Evo pitaj. Koji? Uvijek posljedni. Ali ti si posljedni. A ti si posljedni, staviš se u aut, petam faul napadu, nema veze. V letošnji sezoni Laščani še niso, oziroma v letošnjem koledarskem letu Laščani v državnem prvenstvu še niso zmagali. Njihova zadnja zmaga je bila 30. decembra proti Šentjurju doma z 71 proti 62, so pa pred dnevi, pred točno tednom dni slavili v Alpe Adria pokalu. Proti Čehom so doma slavili s 83 proti 62, zadnja zmaga Olimpije proti Bejrutu, zadnja zmaga v prvenstvu pa po podaljšku proti Hopsom iz Polzele 7. januarja. Zadnja zmaga Laščanov v gosteh pa 16.
decembra. Spet proti Šentjurju, takrat s plus 32 točkami so slavili Laščani. Olimpija v zadnjem obdobju ne igra ravno nič kaj blesteče košarke. V prvenstvu na zadnjih 3 tekmah niso zmagali po rednem delu. Na zadnji tekmi so zmagali Hopse po podaljških, predtem pa še 2-krat izgubili doma proti Iliriji in pa doma proti Krki, predtem pa 2-krat slavili proti Iliriji in proti Heliosu, so se pa uspešno kvalificirali v polfinale pokala Špar preko Helios Sansov. So se tja uvrstili. Olimpija sedaj znova na -1, potem ko je Erjon Kastrati zadev oba prosta meta. Trenutno pri 6 točkah Erjon Kastrati. Najboljši strelec Olimpije Jordan Morgan na klopi. Tako kot pri Laščanih tudi Popovič na klopi. Sedaj pa Kastrati tudi z osebno napako. To bosta 2 prosta meta za Kusovca. Na drugi strani pa je pri Krki Tomas, oziroma pri Laščanih Tomas prejel 3. osebno napako in se tudi preselil na klop. Gregor Hrovat pa bo očitno kmalu vstopil v igro. Mislim, da na mesto Erjona Kastratija. Tako je menjava Kastrati-Hrovat. Še 2 minuti in 10 sekund do konca prvega polčasa. Olimpija znova zaostaja s 3 točkami. Sedaj je Roko Badžim prevzel dirigentsko palico pri Olimpiji. Še naprej je rahlo poškodovan Jan Barbarič, tudi zaradi tega danes na mesto njega v kadru Nemanja Ščekić. Gregor Hrovat proti Raduloviću. Tole je bila lepa akcija. Radulović na drugi obroč, agresivna obramba Olimpije, vendar brez težave do tele žoge prišel Milković. Prvi točki za Bojana Radulovića ter seveda lepa asistenca Gregorja Hrovata. Barič. Zadnjik proti Milkoviću, dobro ga je tam pokrival Radulović. Tole je nov napad za Olimpijo. Ali lahko Olimpija še pred koncem prvega polčasa preide v vodstvo? Roko Badžim v prodoru, Badžim zadeva. Roko Badžim, njegova 6. točka. Še dobra minuta do konca prvega polčasa, Olimpija pa znova vodi za točko. Obe ekipi sta v tej drugi četrtini že izpolnili bonus. Tole pa sedaj borba pod košem Durnika in Oliverja. Durnik za 2, Durnik je zgrešil, Oliver potem do skoka. Radulović pa je bil nespreten in ni prišel do tega skoka. Na koncu še en zgrešen met Laščanov in nov napad za Olimpijo. Skoraj da bi sedaj tam Nejc Barič prestregel tole žogo. Še ena zamenjava pri Olimpiji. Iz igre Jan Špan, na mesto njega Taylor Battle. V tele drugi četrtini še ni igral. Kar močno rotira danes Zoran Martić. Še veliko lažje bi mu bilo, seveda, če bi njegova ekipa sedaj že kar z lepo prednostjo tudi vodila. Roko Badžim, nov met za 2 točki, zadeva tudi tole Roko Badžim. 4 njegove točke sedaj zapored in Olimpija vodi s 3 točkami prednosti. 2 sekundi je razlika med urama, torej Laščani bodo tale zadnji svoj napad morali zaključiti malce prej, kot pa je še do konca prvega polčasa. Torej zdi se mi, kot da Olimpija ne bo več imela pravih priložnosti. Nejc Barič za 3 zadeva, Nejc Barič, slaba reakcija Olimpije. Ali lahko Olimpija tole še zaključi? Ne. Izenačenje in konec prvega polčasa. Razočaranje na tole zadnjo akcijo Zoran Martić. Nejc Barič pa je dosegel svojo drugo trojko na današnjem srečanju. Petrol Olimpija, Zlatorog po prvih 20 minutah 39-39.
občinstvo dobrodošli dobro večer na ponedeljkovo večer v stolnici, kjer bomo priča 13. krogu tekmetinskega kroga, ki je tole KPM, domača Petrol Olimpija, gosti Zlatorog iz Laškega, kot rečeno 13. krog slovenskega državnega prvenstva.
Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji košarke, lepo pozdravljeni znova, dobrodošli nazaj v naši družbi. Drugi polčas 13. kroga nove lige KBM je pred nami v Stožicah, zadnja tekma med Petrol Olimpijo in pa Zlatorogom iz Laškega. Po prvih 20 minutah pa rezultat 39-39. Laščani so dobili prvo četrtino, Olimpija pa drugo. Laščani prvo za 4, Olimpija pa seveda drugo potem tudi za 4. Predvsem v drugi četrtini je Olimpija igrala bolje, vendar predvsem v napadu, v obrambi pa Olimpija nič posebnega, preveč napak se dogaja pri Ljubljančanih v obrambi, nekako ne igrajo s tisto pravo mero zavzetosti v obrambi. Prva četrtina niti ni bila tako zelo dobra, niti napadalno. Sedaj še dve osebni napaki pri Ljubljančanih. Tole drugo je prejel Devin Oliver. Sicer pa po prvem polčasu imamo dva najboljša strelca, oba sta dosegla po 12 točk. Pri Ljubljančanih Jordan Morgan, pri Laščanih pa Marko Popovič. Sedaj pa tale akcija, ko je Gregor Hrovat, mislim, da podal za eljub Jordanu Morganu, ta je potem zgrešil zabijanje. Tudi ta akcija, da nima morda malce pokazala na to, da Olimpija vendarle igra povsem drugače proti klubom iz prve lige, torej iz prve lige nove KBM, kot pa proti klubom denimo v ligi prvakov oziroma v ABA ligi. Tale akcija je zagotovo pokazala na nekaj drugega. Jordan Morgan, prvi njegov met v tem drugem polčasu zgrešil je, pa sedaj še drugi met, tudi tega je zgrešil, pa še ena napaka Laščanov. Marko Popovič je tudi tole žogo poslal v out in tole bo še ena žoga za Ljubljančane. Brez košev še zaenkrat v temle drugem polčasu, v tele tretji četrtini. Taylor Battle, prva njegova točka danes, druga trojka šele Ljubljančanov na današnjem srečanju. Zgolj eno so zadeli v prvem polčasu, dosegel pa jo je Dražen Bubnič. Na drugi strani pa pri Laščanih, kar se tiče trojk, eno je dosegel Kusovac, dve Barič, eno Polutak in kar 4 Marko Popovič. No, sedaj je Popovič dosegel še svojo peto trojko, 5-6 so njegove trojke danes. Sedaj pa izgubljena žoga Ljubljančanov. Jordan Morgan je zakorakal, torej Taylorju Battlu je sedaj Marko Popovič vrnil z novo trojko in s tem postal tudi najboljši strelec današnjega srečanja. Jordan Morgan v prvem polčasu edini košarkar, ki je imel met iz igre 100-odstoten, 6-6 so bili njegovi meti za 2 točki. No, sedaj v temle drugem polčasu pa je zgrešil že 2 meta, sedaj pa je Kusovac storil osebno napako pri skoku, vlekel je za roko Gregorja Hrovata in si prislužil že tretjo osebno napako. 3 ima pri Laščanih tudi Tomas. Tudi on v prvem polčasu nič kaj preveč posebnega, njegov met iz igre 1-5, torej zelo slabo. 1-4 njegov met za 2 točki in nič 1 za 3. Taylor Battle za 2, skok v napadu Jordana Morgana. Še ena žoga za Ljubljančane. Battle čakal je na svojega igralca Nejc Barič, pa do prve osebne napake danes. Lepa akcija Ljubljančanov, podaja Morgana proti Gregorju Hrovatu. Njegova 8, 6 jih je dosegel v prvem polčasu. Plus 2 za Ljubljančane. Bomo videli, ali so se med polčasom Ljubljančani dogovorili za kakšno bolj agresivno obrambo. No, tole je bila sedaj krasna blokada Jordana Morgana.
pa potem tudi nekaj težav in koš pod osebno napako Jordana Morgna. Badžim je tule dolgo časa držal žogo, dvakrat jo je celo skoraj da izgubil, no potem pa podal do Morgna, ki je zadev pod osebno napako. Drugo je storil Marko Popovič, iz igre pa sedaj odhaja Kusovac s 3 osebnimi napakami. Ja, če bi Marko Popovič imel težave z osebnimi napakami, bi to bil kar hud udarec za Laščane. Videli smo v prvem polčasu, ko na igrišču nista bila Marko Popovič in pa Nejc Barič, so imeli gostje kar veliko težav, tako v napadu kot tudi v obrambi. Ravno takrat je Olimpija tudi prvič na tekmi povedla, sedaj je Polutak izgubil žogo, Badžim je prišel do nje, no tole pa je bila akcija, ki je Ljubljančani niso uspešno izvedli pred nekaj trenutki, ko je Hrovat prodal do Oliverja, no sedaj pa je uspešno Oliver realiziral krasno podajo Badžima in mislim, da se celo malce tudi poškodoval Oliver pri temle zabijanju in pri njegovi 4. točki Olimpija sedaj kar naenkrat vodi že s 7 točkami prednosti. Čovjek htio da ovaki, da sam divini koš, tri put. Moje smo višini, moram postaviti glovo. Ne moram, vidite to ni borba, to ni zloženje, da tu ja definiram njeno mjesto. Zdaj smo na divne še, ajde grem, ne se mu prosim vas pozdati. Ne moram. Ali pa ti sem pik, ništa mi je sem pik, ajde. Sam polagaj. Ti pa sam pove delamo, pa ne damo oblam. Ili to kar nas šuta. Let's go, continue, now. We play 3 positions, okay? 3 down is for you now. Jajte tudi 3 stać posebno, Uroš je to pik, pa gdje ti bolje, pa ti prodeš, pa Uroš, pa Bara, Maja Freja, da smo pa ti. Ajde, panke, ajde. No, krasna novica pa prihaja iz Hrvaške, namreč Slovenija je premagala Nemčijo na Evropskem prvenstvu v rokometu. Sicer ne ravno košarkaška novica, vendar vseeno zagotovo za predvsem tiste, ki spremljate tudi rokomet, zagotovo zelo razveseljujoča novica. Sedaj pa se posvetimo tekmi v Stožicah, kjer Olimpija še naprej vodi 7 točkami prednosti. Gostje so v prvih 3 minutah drugega polčasa dosegli zgolj 1 točko, dosegel jo je Marko Popovič, trojka, kaj pa seveda drugega, danes ni dosegel še koša, če seveda odštejemo vse te njegove trojke, kar 5 jih je že dosegel. Pri Olimpiji sedaj je osebna napaka tudi Jordana Morgna in po dobrih 3 minutah je Olimpija sedaj že izpolnila bonus, vendar nimajo težav z osebnimi napakami pri Ljubljančani, zgolj Erion Kastrat ima 3 osebne napake, 2 pa Taylor Battle, vsi ostali pa po 1. Še ena krasna akcija Ljubljančanov. No, tole je tista Olimpija, ki smo jo pogrešali v prvem polčasu. Dolgo časa je Taylor Battle držal žogo v svoji posesti, potem pa se je kar naenkrat spraznila raketa. Jordan Morgan je vtekal, bil sam kot duh in žogo znova zabil skozi obroč. No, sedaj Gregor Hrovat, mislim, da ni vedel, da je Olimpija že v bonusu in tole bosta 2 prosta meta za Tomasa. Njegovi prosti meti v prvem polčasu 2-2. Torej, Tomas dokaj zanesljiv izvajalec prostih metov. Mislim, da bo tole potrdil tudi s temale 2 prostima metoma v drugem polčasu. Olimpija pa bo, če Tomas zadane, še naprej vodila s 7 točkami prednosti. Še naprej danes v igro ni vstopil Domen Lorbek, tako kot tudi ne Nemanja Ščekić. Sicer pa je Zoran Martić dokaj enako razporedil minutažo, malce manj je igral Devin Oliver, ki pa seveda sedaj posledično igra nekaj več tudi v tem drugem polčasu. Mislim, da Domen Lorbek tudi ne bo vstopil v igro, če bo Olimpija vodila morda še nekaj več kot 7 točkami prednosti.
Sicer pa Domen Lorbek v povprečju igra dobrih 20 minut na tekmo. Sedaj znova izigrana obramba Laščanov. Izigral jo je Gregor Hrovat oziroma celotna peterka Olimpije jo je. Oliver pa se je izkazal z asistenco. Sicer najboljši asistent pri Olimpiji Jan Špan s 3 podajami. Milković brez osebne napake Ljubljančanov. Taylor Bettel je krenil nov napad. Gregor Hrovat za 3 točke. Zgrešil je Hrovat. Jordan Morgan osebna napaka v napadu. Ja, nekako se mi zdi, da Olimpija je sicer to njihov značilen protinapad, da se Gregor Hrovat postavi na met za 3 točke in potem vrže, vendar v letošnji sezoni njegov met iz igre vendarle ni tako zelo prepričljiv in natančen kot v lanski sezoni. No, sedaj pa po mojem mnenju 2 najboljša košarkarja v tem drugem polčasu odhajate iz igre. Jordan Morgan, najboljši strelec pri 17 točkah in pa drugi najboljši strelec Olimpije Gregor Hrovat pri 10. No, sedaj pa prva točka tudi za Marka Popoviča, ko ni metal za 3 točke. Prvi njegov prosti met danes uspešen, no, sedaj tudi v drugo. Jordan Morgan pri 2 osebnih napakah. Bomo videli, kako se bo sedaj znašla Petrol Olimpija brez najboljšega strelca. Roko Badžim. Bettel pa Kastrati. Kastrati za 2 točki. Zgrešil je Kastrati. Oliver do skoka v napadu. Badžimu grdo tule dobesedno podal v roke Tomasu. Tule brez osebne napake, očitno nad Tomasom. Radulović potem najvišji v skoku. Ja, tule mislim, da bi glavna oziroma sodniška trojka lahko piskala osebno napako nad Tomasom. Odločili so se, da je niso. Taylor Bettel medtem na metu za 2 točki zgrešil je. Osebna napaka koga? Radulovića. 2 prosta meta znova za Laščane. Ja, to je ta težava pri Ljubljančanih. Težava izkoriščenega bonusa. Radulović pa z drugo osebno napako. 7 točk prednosti še naprej Ljubljančanov. Tomas, glede na to, da gre za zelo zanesljivega izvajalca prostih metov, je sedaj malce demantiral. Prvega je zgrešil, njegov prvi zgrešen prosti met danes. Zadev je 4, zgrešil je 1. Plus 6 za Ljubljančane po enem zgrešenem oziroma plus 7 za Olimpijo. Napad za zeleno-bele. Raduloviću, lepa podaja Radulovića sedaj proti Bettlu, šele njegova 5. točka. Ja, Bettel je imel letošnji sezoni kar veliko težav s poškodbami, danes šele 6. v državnem prvenstvu, sicer pa njegovo povprečje slabih 12 točk in pol na tekmo. Laščani v drugem polčasu so povsem padli. Popovič za 3, zgrešil je met za 3 točke. Marko Popovič drugega danes. Vendar tudi tale met za 3 točke je bil zelo, zelo blizu, da bi šel skozi obroč. Olimpija sedaj z najvišjo prednostjo danes. Plus 9, lepa podaja Badžima proti Oliverju. Na koncu pa žoga v avtu, sedaj posvet sodnikov, tole bo žoga za Olimpijo. Ne, žoga za Laščane.
Prej sta se pogovarjala, nekaj je trenutkov, oba sodnika. Potem je glavni sodnik žogo dodelil Olimpiji in takoj popravil svojo odločitev v korist Laščanov. Še naprej +9. Barič v temle drugem polčasu še brez pravih priložnosti za točke, no sedaj je skoraj da izgubil tole žogo, pa potem na koncu vendarle potisnil skozi obroč. Dobro, sedaj v obrambi Uroš Zadnik. Dolg napad znova Olimpije. Ja, ni več tako zelo agresivna v napadu Olimpija. Sedaj skoraj da osebna napaka v napadu. Oliver potem za 2 točki zgrešil. Popovič pa do skoka. Ko sta iz igre odšla Jordan Morgan in pa Gregor Hrovat. Olimpija ni več tako zelo agresivna pri napadalnih akcijah. Sedaj je še en zgrešen met za 3 točke. Ja, že v prvem polčasu sem želel dejati, da ko se bo Laščanov ustavil met za 3 točke, bodo izjemno težko parirali enakovredno Olimpiji. Sedaj še ena izgubljena žoga Eriona Kastratija, saj zame enega izmed slabših pri Olimpiji. Popovič, lepa podaja proti Milkoviču in time out za Olimpijo, potem ko so Laščani sedaj dosegli 4 zaporedne točke. Olimpija pa še naprej vodi s 55-50. Tu pa še agresivno na tega petla, pomagamo, vračamo, je vse ok. In te žoge moramo še pobrati, pa vsi skupaj v obrambnem skoku. Zdaj imamo mi, fanti, še en mali faul, oni so pa bonus. Do konca je pa 2 minute v pol. Se pravi, to moramo tudi pametno izkrižiti. Žoge time out, malo popet, viši si, ako ne možeš reći. Može. Polako, neka dođe po nas. Samo da je ne dajemo od tu ruke, evo. Zdaj ko bonus dala horn side, da neće bara, ulož ti ima žogu. Horn side, now you are here. Go to the side and instead come up. Bara he's now in 2 position, you are in 3. I'm asking for him. Moram se popraviti, nažalost je Slovenija zgolj remizirala z Nemčijo na Hrvaškem na Evropskem prvenstvu v rokometu, kot sem uspel sedaj hitro izbrskati po novi sodniški farsi, vendar ne bomo se spuščali sedaj preveč podrobno te stvari. Olimpija je v napadu za novo še večje vodstvo proti Laščanom. Kastrati za 3 zgrešil je Kastrati. Ni primetu danes niti pri igri Erion Kastrati. Olimpija še naprej sedaj povsem raznoliko peterko. Tudi Oliver, ki je še držal po konci napadalno igro Olimpije, je odšel iz igre. Že prej je igro zapustil Taylor Battle, namesto njega vstopil Jan Špan. Bomo videli, kako bo sedaj igrala Olimpija. Popovič na metu za 2. Popovič je zgrešil, Milkovič ob Janu Španu pričakovano do skoka v napadu. Znova je sam Popovič na metu za 3 točke. To Marko Popovič seveda zadeva. Njegova 20. točka danes, sanjska predstava Marka Popoviča in njegova 6. trojka danes. Roko Badžim +2 za Olimpijo. Bojan Radulović, osebna napaka v napadu. Sedaj iz igre Roko Badžim v igro Gregor Hrovat. Tako da očitno Zoran Martić ne bi dojel, da Olimpija nekako s tole petirko ne more enakopravno konkurirati Laščanom.
Ti Bojan Radulović pod košem enostavno ni tisti pravi. Popovič, hiter je bil tole met za 3 točke. Če bi tole zadev Popovič, potem bi Laščani dobili še dodatna krila, že tako ali tako. Mislim, da jih imajo dovolj, glede na to predstavo, ki so jo prikazali. Sedaj pa tehnična osebna napaka Tomasa. Prosti met za Kastratija bo tole. Tudi tole je bila malce čudna sodniška odločitev, če lahko temu tako rečemo, kajti Kastrati si je pomagal z roko. Sedaj pa bo Jan Špan izvedel tale prosti met. Potem pa bo imela Olimpija še žogo strani. Jan Špan uspešen. To je šele njegova prva točka na današnjem srečanju. Jan Špan danes ni primetil 3-0 njegove meti v dosedanjem delu srečanja, sicer pa Jan Špan slabih 10 točk v povprečju na tekmo. Špan proti Raduloviću, žoga za Laščane. Sedaj, zanimivo bi bilo šteti, koliko žog sta sedaj denimo že danes izgubila, tako Radulović kot tudi Kastrati, pa kar še naprej igrata danes v Stožicah. Povsem jasno pa je, da se Laščani ravno takrat, ko sta ona dva na parketu, vrnejo v igro. Kakšen katastrofalen met ima danes iz igre Bojan Radulović. Tudi Erjon Kastrati nič posebnega. Popovič iz težkega položaja do meta za 2 točke, do skoka Kastrati. Še slabih 9 sekund do konca napada za Olimpijo. Jan Špan je tule nekako vendarle prišel mimo. Jan Špan v zadnji sekundi zadeva za 2. In Olimpija je sedaj prišla na +5 z velikimi težavami. Ljubljančani sicer dobivajo tole tretjo četrtino s 5 točkami prednosti, vendar še, če bo Olimpija dolgo časa igrala v takšni peterki, mislim, da bodo Laščani vse do konca današnjega srečanja v igri za zmago. Obrambo z Miljkovićem na strani. Ja, isto velja, spet tale zadnja akcija. Tle imamo šuterja, Bojan rola, ti pa narediš en dribling, pa se tle ostaviš, pa iščeš lop podaj. Če imaš prostor, pa budi bolj agresiven, tle noter. Moraš iti bolj agresivno noter, mi se pa z driblingom mesto zaostavimo, pa iščemo pod pas. In to pasivn pas. A drugo pa še telefoniramo, kaj bomo dali. I start the defense now. Frenki? Boj se bodo ostalo. Ajde, odigraj 5 dol. Odigraj 5 dol. Ajde, pogledaj. Graj sklicam. Ja, neč ne kliči. Ajde. Olimpija, dober. +5 za Olimpijo, ki ima seveda oster ritem tekem. V 8 dneh je namreč čaka kar 5 tekem. 13. januarja so gostovali v Črni Gori, danes igrajo že z Laščani, zgolj en dan počitka vmes. Tudi jutri imajo seveda dan brez tekme, potem v sredo sledi domača tekma proti Estudiantesu. Četrtek znova prost dan, petek že obračun v slovenski ligi proti Sixt Primorski derbi. V Kopru se bodo pa merili Ljubljančani, derbi 14. kroga, potem sledi znova dan počitka in 21. v nedeljo imajo znova zelo težko tekmo proti Budućnosti košarkarji Olimpije, ki so preko Jana Špana dosegli prve točke v zadnji četrtini, sedaj pa še Kusovac s 4. osebno napako in napad za Olimpijo. Kusovac in
Tomas imata 4 osebne napake, torej težave pri Laščanih, sicer pa Popovič in Milkovič še po 2 osebni napaki, pri Olimpiji s po 3 Kastrati in Radulović. Dobro, za Ljubljančane bi bilo, če bi se morda Jan Špan razigral v tejle zadnji četrtini, šele nekaj trenutkov pred koncem tretje četrtine je Jan Špan dosegel svojo prvo točko, no sedaj pa je z dvema zaporednima polaganjima že pri 5 točkah. Jan Špan, Olimpija v sledeči peterki, v nespremenjeni v primerjavi z zaključkom tretje četrtine Jan Špan, Bojan Radulović, Dražen Bubnić, Gregor Hrovat in pa Erjon Kastrati. Na drugi strani pri Laščanih Popovič, ki je sedaj prodrl pod koš, mož, ki je v 3 četrtinah trgal mrežico s trojkami in s tem tudi držal po konci svojo ekipo, kajti je daleč edini, ki je presegel dvomestno število točk, je pri 20 točkah, najbližje dvomestnemu številu točk še Nejc Barič, ki je trenutno pri 8 točkah. Peterka Laščanov, sedaj Polutak, Popovič, Durnik, Barič in Kusovac. Olimpija pa v napadu, da sedaj povede celo z dvomestnim številom točk, če si Jan Špan ne bi privoščil tele napake, dvojno vodenje organizatorja igre Olimpije. Tudi Igor Tratnik danes zgolj slabimi 7 minutami, glede na to, da se je vrnil po poškodbi in igra zelo malo in da ima seveda kar nekaj moči. Igor Tratnik bi tudi on lahko dobil malce več priložnosti, Jan Špan pa med tem svojo drugo osebno napako danes. Poglejmo, ali Laščani lahko znova pridejo nazaj v tole tekmo, zaenkrat je zaostanek prevelik. Bomo videli, ali se jim bo znova odprl met za 3 točke. Popovič išče seveda met za 3 točke, Bubnić z osebno napako, razburja se Zoran Martić. Videli smo v tretji četrtini, kako hitro je Olimpija izpolnila bonus. Zaenkrat v tej drugi četrtini pri 2 osebnih napakah po slabih 2 minutah. Dražen Bubnić je zadolžen za Marka Popoviča, Nejc Barič na metu za 3 točke zgrešil je, potem pa Bojan Radulović do skoka. Jan Špan v prodoru, Bubnić je imel odprt met za 3 točke, ni se odločil zanj, očitno bo Olimpija v tele zadnji četrtini igrala na nek malce daljše napade, dober prodor Erjona Kastratija, njegova 8. točka. Popovič, lepa finta proti Raduloviću, tam je na centarskem položaju sam ostal Polutak, osebno napako pa je storil, mislim, da znova Dražen Bubnić, njegova 3. Tole je sedaj krasna akcija, lepa podaja Zadnika na Eljub Popoviču, ki je žogo zgolj položil skozi obroč, že 22 točk Marka Popoviča. Ja, če sta na zadnji tekmi pri Laščanih blestela Nejc Barič in pa Petar Kusovac, tokrat blesti Marko Popovič, Dražen Bubnić. Po fliperju pod košem Laščanov je Dražen Bubnić nekako, tudi sam ne vem, kako prišel do tele žoge in je na koncu spravil skozi obroč. Nejc Barič pa med tem drugi pri Laščanih preko dvomestnega števila točk, trenutno pri 11 točkah, zaostanek 8 Laščanov. Gregor Hrovat v napadu, tole je bilo bolj na silo, kot pa kaj drugega, želel je izsiliti osebno napako, vendar je ni dobil. Nova napad Laščanov, Nejc Barič proti Polutaku, na drugi obroč zadeva centar Laščanov, takoj reakcija Zorana Martića. Laščani so prišli na -6, timeout Olimpija.
your block, pa ga ne od zadnji slediti, nego pedi pol pod njim. I got it, side on side. To. Pej do konca, ali pa normalno šutni, ali pa potekni žogo ven. We give them stuff they don't deserve. And we give them chance to come back. Gledaj, Popović na švijeli. With 4 men as a first screener, transfer and then 1-5. Next one. If we don't score on first, then we score on second. Come on, man. Come on. Go. Ja, če ste bili sedaj pozorni pri tele minuti odmora Olimpije, je glavna beseda imel pomočnik Zorana Martića, Gregor Basin, oziroma Luka Basin, se opravičujem. Ostalo si seveda lahko razlagate po svoje. Dvojna menjava pri Olimpiji, Taylor Battle namesto Jana Špana, Jordan Morgan pa za zaključek tegale srečanja namesto Bojana Radulovića. Morgan še naprej najboljši strelec Ljubljančanov pri 17 točkah. Sedaj je pod obroč potegnil Bubnič in izgubil žogo brez osebne napake. Igra z nogo, koga nisem dobro videl. Hrovat navzven proti Battlu. Battle za 3 zadeva Taylor Battle. Plus 9, Taylor Battle pa sedaj pri 8 točkah. Ja, zgor Igor Tratnik od vseh košarkarjev pri Olimpiji, ki so vstopili v igro, ni dosegel točke. Sedaj je do novih dveh prišel Kusovac, potem ko je Jordan Morgan skoraj da že prišel do posesti oziroma jo izbil proti svojemu soigralcu. Na koncu do nje prišel Kusovac in jo zgolj brez večjih težav potisnil skozi obroč. No, sedaj pa se je odprlo Ljubljančanom. Nova trojka, tokrat Dražena Bubniča, plus 10 za Olimpijo. 2 zaporedni trojki Ljubljančanov. 8 točk Dražena Bubniča. Njegovo povprečje je 7 točk. Danes je dokaj soliden Dražen Bubnič. Polutak že je zadev eno trojko danes. No, tudi tole je zadev Imran Polutak. In samo še plus 7 za Olimpijo. Ne bodo se smeli prehitro zadovoljiti s prednostjo, kakršnokoli Ljubljančani. Hrovat, lepa finta Hrovata, skoraj da bi prišel do Antoana. Zadnik si je prislužil prvo osebno napako danes. 2 prosta meta za Gregorja Hrovata. Z prostih metov Hrovat danes 2-2. Tudi v tretjo natančen Ljubljančan. Poglejmo še njegov četrti poizkus za prednost plus 9 natančen. Gregor Hrovat. No, sedaj je tudi on že pri dvomestnem številu točk, oziroma bil je že prej. Še naprej zgolj Hrovat in Jordan Morgan. Kusovac za 3 zadeva, znova je tam zamudil Erion Kastrati, ki danes ne igra obrambe. Znova je zamudil Kusovac pa pri 11 točkah. Kastrati, poglejte, sedaj še izgubil žogo, res neverjetna predstava Kastratija danes. In sedaj je Kastrati Laščane približal na -4, dobesedno sam. Takoj pripravlja zamenjavo zanj Zoran Martić, Roko Badžim bo vstopil. Bubnič proti Morganu. Morgan bi tole lahko izkoristil in tudi je. Zadev z razdalje 19 točk Morgana, plus 6 za Olimpijo. Ja, Olimpija se oddali, pa potem znova popusti in Laščani se znova približajo, vendar preveč preblizu jih Ljubljančani tudi ne spustijo. Tretja osebna napaka Gregorja Hrovata. Sedaj bo izigral Erion Kastrati. 8 točk je dosegel.
Popovič, vidite v Olimpiji Roko Badžim. Očitno bo danes se tale rotacija Zoranu Martiću nekako išla. Čeprav če bi Olimpiji nasproti stala morda še kakšna močnejša ekipa, seveda iz prve slovenske košarkaške lige, mislim, da se Ljubljančanom nikakor ne bi išlo. No, sedaj stopnjuje svojo peterko Zoran Martić. V igro je sedaj vstopil še Devin Oliver, morda manjka zgolj še Domen Lorbek v peterki Olimpije. 3 minute in 36 do konca, po mrtvi žogi bo tole napad za Laščane. Na trojki je sam ostal Barič in zadev. Tokrat je zamudil Taylor Battle in prednost Olimpije sedaj samo še +3. Da se nam obeta infarktna končnica. Poglejmo, kaj Olimpija sedaj pripravlja s tole peterko. Polutak, osebna napaka, dobra osebna napaka Polutaka, njegova prva. Mislim, da dobro igra Polutak v tejle zadnji četrtini proti Jordanu Morganu, tako pod svojim obročem, kot tudi pod obročem ljubljanske Olimpije. Jordan Morgan pa greši prvi prosti met. Prvi prosti met tudi danes zanj na temle srečanju. Jordan Morgan v drugo, tudi tokrat nenatančen, ojoj, kakšna napaka potem Kusovaca. Žogo mu je ukradel Devin Oliver, Taylor Battle znova, mislim, da s prehitrim metrom za 3 točke skok za Laščane, ki bi sedaj s trojko lahko prišli do izenačenja. Kusovac za 2, zgrešil je Kusovac do skoka, Gregor Hrovat. Laščani vse od začetka drugega polčasa danes niso bili poleg Olimpije. Takrat je bil na zadnje rezultat izenačen. Hrovat proti Morganu. Vemo, Morgan lepa podaja proti Badžimu. Badžim je zgrešil tudi tole. A sedaj Olimpija dvakrat zapored že za las zgrešila koš pod osebno napako. Bo pa imel sedaj Roko Badžim na voljo 2 prosta meta. Iz igre odhaja prvič košarkar, ki ga danes na parketu več ne bomo videli. To je Petar Kusovac. Namesto njega je v igro vstopil Tomas, ki ima prav tako težave z osebnimi napakami. Tudi on ima 4. Prvič Roko Badžim tudi z nekaj sreče natančen. V drugo tudi Roko Badžim natančen. +5 sedaj za Olimpijo. Sedaj Ljubljančani potrebujejo dobro obrambo, Laščani pa uspešen napad. Popovič že dolgo ni prišel do kakšnega odprtega meta, no ravno sedaj Popovič, tole je bilo prehitro, preveč na silo, potem pa žoga v avtu. Že kar nekajkrat danes so se Laščani preveč zapletli in morda jih bo ravno to stalo zmage na današnjem srečanju. Zoran Martić tam nebogljeno stoji. Mislim, da ne more biti nikakor zadovoljen s tole predstavo svoje ekipe danes. Bomo videli, ali se bo Olimpija morda že v naslednjih dneh ukrepila, bodi si z Mirzo Begićem, bodi si z Isufom Sanunom. Sedaj met za 3 točke zgrešil Gregor Hrovat. Danes še ni zadev za 3 točke, no sedaj pa je prišel do žoge, vendar stori osebno napako. Tokrat pa malce sumljiva sodniška odločitev, vendar danes, če sodnike ravno ne bomo kaj dosti govorili, 4. osebna napaka Hrovata. 2 prosta meta za Nejca Bariča. 14 točk organizatorji igre Laščanov. Njegova 15. Če za danes še v drugo, bo prednost Olimpije +3. Obe ekipi pa imata minuto in 58 do konca izpolnjen bonus. Olimpija vodi s 3 točkami prednosti. To seveda nikakor ni prednost, ki bi Olimpiji prinašala mirno končnico tegale srečanja. Še 2 minuti odmora ima na voljo Aleš Pipan, 1 Zoran Martić. Taylor Battle je iskal priložnost za polaganje. Badžim zadeva.
Roko Badžim, 13 točk Badžima in Olimpija sedaj vodi s 6 točkami prednosti. Tule bi lahko sodniki piskali osebno napako v napadu, Polutak je zgrešil in mislim, da je sedaj tole napad za zmago Olimpije. Če Olimpija sedaj zadane, mislim, da je zmaga praktično že tu za Ljubljančane. Poglejmo, Taylor Battle, Hrovat je prestopil, napaka Gregorja Hrovata in je izgubljena žoga Ljubljančanov. Minuta 11 sekund. Minuta odmora na zahtevo Aleša Pipana, minuto in 11 sekund pred koncem. Olimpija v Stožicah vodi z 81-75. Bomo že prišli ti šut, ko bo treba zadnji sekund lahko zelo vrže. Zdaj pa silimo faul, silimo kakoli. Zdaj imamo mi bonus, oni imajo. Aj damo koš, fanti. Opet, dolar si. Dolar nisi dolar. Evo, zdaj poslušaj. Uroš, tu si, Tomas tu, Bana tu. Minuta 11, to je še do konca današnjega srečanja. Olimpija vodi z 81-75, torej 6 točkami prednosti. Nekako se zdi, da Olimpija danes igra ravno toliko, da bo dovolj za zmago. Že 7. v letošnji sezoni po rednem delu in skupaj 8. zmago. Celotno gledano v letošnji sezoni doživeli so 5 porazov, Laščanom pa se obeta danes 10. poraz v letošnji sezoni in očitno bodo še naprej ostali na zadnjem 10. mestu. Napad za Laščane, minuto in 11 sekund pred koncem. Olimpija vodi za 6 točk. V tele zadnji četrtini so Ljubljančani dokaj uspešno ustavili Marka Popoviča, ki je sicer v drugem polčasu dosegel 10 točk, 2 manj kot v prvem polčasu. Barič v napadu, tole je bila sedaj akcija za Popoviča, ki je zgrešil najpomembnejši met za 3 točke danes. Marko Popovič je zgrešil najpomembnejši met za 3 točke, v drugem polčasu se je tudi njemu met za 3 točke ustavil in Olimpija bo seveda sedaj logično igrala na dolg napad in če uspešno zaključijo tudi tale napad, potem je zmaga zagotovo že tu. Taylor Battle za 2 točki, zgrešil je Battle. Potem pa znova fliper pod obročom Laščanov, že kar nekajkrat danes smo ga videli. Barič za 3 točke, zgrešil je Oliver, pa do skoka pred Polutakom. Že skoraj da je bil pri žogi Polutak in zmaga Olimpije. Zmaga Olimpije, veliko težje od pričakovanega, bodo danes Ljubljančani prišli do zmage. Prvi četrtini so izgubljali za 4 točke, no potem pa so drugo in tretjo dobili. In danes na koncu slavijo z rezultatom 81-75, druga zmaga za Zorana Martiča na prvi domači tekmi. Zoran Martič do zmage, do 7. zmage oziroma 8. zmage Olimpije v letošnji sezoni, ki se je sedaj izenačila na drugem mestu z Rogaško. Laščani ostaja na zadnjem mestu pri 16 točkah. Najboljši strelci tekme Marko Popovič z 22, pri Olimpiji Jordan Morgan z 19, dvomestno število točk sta presegla še Roko Badžim in Gregor Hrovat, pri Zlatorogu pa še Nejc Barič 16 in pa Kusovac 11 ter Polutak 10. Danes zmaga Olimpije, ravno toliko so se trudili, da je bilo dovolj za zmago proti zadnji ekipi v prvenstvu. Iz Stožic, torej Petrol Olimpija, Zlatorog Laško 81-75 za zaključek tega 13. kroga v novi ligi KBM. Hvala lepa za vašo pozornost, upam, da ste uživali na tele tekmi v Stožicah. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje z moje strani do prihodnjič.